Hvaležno pozdravljeni. Živimo v časih, kjer je zagotovo že vsak posameznik začutil, da je prišlo tisto obdobje, da dela na sebi, da se ukvarja s sabo. Pa je lahko duhovnost pravzaprav beg, je lahko način kompenzacije, na kakšen način in kdaj spodbudimo moč v sebi, katere pogoje bi morali pravzaprav zadovoljevati oziroma kakšna je ta checklista, da lahko pri sebi resnično pričakujemo napredek na osebni ravni in duhovni ravni. O tem bo danes tekel pogovor, v svoji družbi pa hvaležno pozdravljam PhD kandidata integrativne medicine in transpersonalnega psihoterapeuta, doktorja medicine Dejan Jarič. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Torej, danes o tem, ali je lahko, glede na to, da ste sam človek medicine in hkrati tudi duhovnosti, ali je duhovnost lahko kdaj pravzaprav pobeg v tem smislu, druge stvari mi ne grejo, bom pa ljudi dohitel vsej na enem področju. Ja, definitivno. Duhovnost je lahko tako kot ostale strategije, bom rekel, tudi beg. Zakaj? Zato, ker se človek v bistvu ne zna, ne zmore kakorkoli soočiti s tistimi globokimi, potlačenimi vzorci, strahovi, dvomi in tako naprej, in ali zbeži v alkohol, v droge, v spolnost, ali pa je lahko tudi duhovnost beg, od soočenja s tistimi resničnimi problemi. Tako da jaz se v svojem delu srečujem z ljudmi, ki dejansko bežijo iz ene tehnike v drugo, v tretjo, v četrto, zamenjajo 10 terapevtov in še vedno niso srečni, niso zadovoljni. In to so ljudje, ki so praviloma v tej New Age duhovnosti, novodobni, ki seveda ponuja vsega in tehnike je enormno, ogromno. Veliko je takih, kjer se prav zares ni potrebno soočiti s seboj, torej ni potrebno zares iti globe vase, si priznati tiste resnice. In jaz sem zelo v bistvu kritičen, zelo strog tudi do teh zadev, do teh metod. Zakaj? Zato, ker v bistvu delajo veliko škode na tržišču in potem na celotno v bistvu to terapevtsko, bom rekel, dejavnost prenašajo precej izzivov. Jaz se ukvarjam prvič imam osnovno izobrazbo, zdravnik, plus nadgradnja z holističnimi pristopi. Zdaj delam ta doktorat na Quantum University, ki je zelo zahteven, bolj kot sem mislil, kjer je dejansko veliko znanja treba imeti, da lahko res kvalitetno pomagaš ljudem na vseh nivojih. Ker človek, vemo, ni samo fizično, tudi ni samo duhovno, je mentalno, je čustveno, je eterično bitje, ki ima seveda vsa telesa. In v vseh telesih so določene blokade. In jaz vedno vodim ljudi po stopnjah, po fazah. O tem, kjer je, pomagam človeku, da se in z načinom življenja in prehrane in gibanja in meditacije in seveda delom na podzavesti, na mentalnih vzorcih postopno v bistvu dvigne do enega nivoja, kjer je njegov cilj. Torej človek sam izbere tisto področje, kjer želi delati. Se pravi, vmes nekje postane malo neudobno. Ja, res je. In naš ego, bom rekel, oziroma osebnost, oziroma naši vzorci, v bistvu vse tisto, s čimer smo se na neki ravni poistovetili, se začne upirati. Zakaj? Ker seveda lažje biti od cone udobja, je bolj varno, je bolj ugodno, ni se treba zares spremeniti. In dostikrat ljudje pridejo do neke faze, do neke točke v življenju in tudi v terapiji pridejo do ene stopnje, kjer pa res vidijo, da zdaj pa res tako več ne gre, kot so živeli in da se bo dejansko treba spremeniti. In nekateri izmed njih žal ne zmorejo iti naprej. Torej se raje odločijo za tisto staro pot, ki je bolj varna, udobna, ampak v bistvu na dolgi rok seveda neizpolnjujoča, ker zaradi tega so v bistvu oni prišli sploh
na neko terapijo, da se bodo spremenili. Ampak ja, ugotavljamo in vidimo, da žal se ljudje nočejo še vedno spreminjati. Zakaj? Zato, ker ja, včasih malo boli, a ne. Doktor Dejan Jarič, vi začenjate pravzaprav zdaj tudi eno daljšo obdobje, ki ljudem nudi podporo, ki jo potrebujejo v tem času in na koncu koncev tudi zelo cenovno dostopno, glede na to, da gre za veliko ljudi in da gre preko spleta. Se pravi, članstvo. Kaj to članstvo v bistvu omogoča? Kako lahko to primerjamo z nekimi, ne vem, terapijami 1:1, glede na to, da je več ljudi pa da je spletno? Ja, v bistvu tako. Mi smo januarja začeli, v bistvu testo smo naredili tisto 28-dnevno online, torej spletno skupinsko terapijo, kjer smo imeli tudi tako preko spleta v bistvu 4-krat v enem mesecu v bistvu delavnico in se je pokazalo za izjemno učinkovito. Ljudje so res dosegali velike rezultate, velike transformacije, so nam tudi veliko zapisov poslali, kjer dejansko smo kolektivno, ker kolektivno v bistvu tista skupinska vibracija, ko ima skupina ljudi tisto srčno namero, kaj želi v bistvu doseči, je to v bistvu še potencira v bistvu to moč. Se pravi, je lažje. Ja, lažje v skupini. skupaj je lažje napredovati. Seveda to ne pomeni, da ljudje tudi ne rabijo, seveda 1:1, rabijo pa specifično za posamezne težave, ampak skupinsko v bistvu lahko mogoče včasih celo hitreje določene stvari presežemo. Ampak vse to je že jasno, ne? Tudi tisti, ki dej pet hujšati iz prijateljcev, pa iz mamo, pa iz sestro, ne? V skupini je vse lažje, ne? Tako ne. In mi imamo to v bistvu enkrat na mesec je v bistvu program, a ne, v živo, ob četrtkih poteka. Zdaj imamo glih ta četrtek, 10. Potem imamo 8. decembra je naslednje srečanje, a ne, in ljudje se lahko prijavijo, čeprav smo začeli oktobra, se lahko še vedno prijavijo, priključijo, če želijo, lahko pač dokupijo prejšnja srečanja ali ne, po želji, a ne. Vsi posnetki jim ostanejo na voljo, tudi če ne morejo biti takrat v živo, a ne. Imamo seveda spletne transformacijske meditacije, ki so zelo močne, zelo globinsko grejo, zelo zdravilne. Glih na prejšnjem srečanju smo imeli novo rojstvo, torej smo res dali to namero, da ta stari del nas, ki ga več ne potrebujemo, dejansko umre, da se ponovno prebudimo, ponovno aktiviramo tiste svoje speče potenciale. Ker tle na zahodu smo v bistvu mi vsi malo zaspali, ne, in smo v bistvu pozabili, kdo smo. Ne. In zdaj je ponovno prišel čas, da se spomnimo, a ne, in se vsi, v bistvu, ki delamo na tem nivoju, na teh področjih, pomagamo v bistvu tudi drugim, da se spomnijo, v bistvu, kdo so. Ne. Sej ni to, da ljudje ne bi vedeli. Seveda vejo, ampak pozabili so. Ne. Tako kot sem jaz pozabil, ko sem imel tiste svoje stiske v gimnaziji in tako naprej, a ne, sem v bistvu pozabil, kdo sem in sem v bistvu zanikal svojo notranjo moč. A ne. In seveda z delom na sebi, ko sem sam čistil svoje vzorce, strahove, dvome, za psihoterapijo, z delavnicami, meditacijami in tako naprej, sem v bistvu ponovno aktiviral tisto svojo notranjo moč in svoje potenciale in zdaj lahko v bistvu kvalitetno, uspešno pomagam drugim. Ne. Imam veliko rezultatov, zelo močnih, zelo ljudje sami pač povejo, ne, in to je tista največja nagrada. No. Absolutno. Da spomnim, dr. Dejan Jarič, ki je danes v naši družbi, je v eni izmed oddaj že zaupal tudi o tem, kako so ga mučili huda depresija, glavoboli, kronični gastritis in zdravniki so rekli, vse je v redu. Ja, seveda, ne, ker na tisti ravni, v bistvu fizični, se dejansko ni nič videlo, razen seveda pač depresije, ker bi mi dali antidepresiva, ampak tista zdravnica osebna, ki sem jo takrat imel, je bila pač že toliko odprta, bom rekel tudi celostno, da dejansko mi takrat ni dala antidepresivo in sem potem na naraven način z meditacijo, a ne, in s temi tehnikami sem se spravil ven in potem seveda intenzivno delal na svoji podzavesti, na transformaciji vsega tistega, kar me je dejansko pripeljalo do tega stanja, ne, ker nisem v bistvu v resnici stika s seboj in nisem živel tistega potenciala, ki ga v bistvu jaz kot duša pač prenašam na ta planeta. Ne. Danes temu vsekakor je tako. Glede tega spletnega članstva, v koliko času sami vidite, da ljudje naredijo spremembo, glede na to, da to počnete že nekaj časa ljudem pomagate na takšen način, po koliko času ljudje vidijo oziroma koliko časa rabijo, ker to verjetno ni en vikend, a ne? Ja, žal ne. Je veliko teh vikend instant seminarjev, ki ljudje mislijo, da bodo v enem vikendu se vse naučili, vse spremenili, ampak seveda temu ni tako. Seveda takrat lahko dvignejo vibracijo, ampak potem
padejo dol, ne, če ne delajo redno na sebi, če ne hodijo seveda na terapije, če ne delajo globinsko, skupinsko, tudi tako kot v tem članstvu. Zato sem jaz v bistvu šel v te programe, ki so daljšega, na daljši rok, tako kot aprila recimo smo začeli šolo za življenje Ananda, torej 2-letni program za terapevte, ker v bistvu šolam terapevte, v bistvu, da najprej seveda pri sebi razrešijo svoje sence, svoje dvome, strahove in potem se naučijo postopno kvalitetno pomagati drugim, ker terapeut, ki pač ni naredil tistega dela na sebi, seveda ne more na dolgi rok kvalitetno pomagati drugim, to je osnova, ne. Pri članstvu je pa ravno tako, v bistvu je mesečno, ne, vsak mesec imamo v bistvu srečanje, potem imamo podporo, imam tudi svojo osebno asistentko Barbaro, ki je sicer medicinska sestra. Medicinska sestra, ne? Ja, Krasno. tako da evo, doktor pa medicinska sestra, smo se zadnjič hecali, ne. Imamo ja, ta tima, ne, zdaj je ravno končala dela na transfuziji prej, v bistvu celo življenje in zdaj v bistvu je ta moja sočutna podpora in tudi dejansko se zdaj pogovarja z ljudmi, koliko res dejansko rabijo ljudje tega stika, ne, koliko so ljudje odtujeni od sebe v strahovih, v dvomih, pa medijih pumpajo, ne, spet kriza, ne bo tega, onega, ne. Dejansko rabijo ta stik in delo v skupini je tukaj res ključno, ker imamo stik, imajo tudi možnost vsak mesec 20-minutnega pogovora, ne, v sklopu članstva z mojo Barbaro, če seveda kakšna teža zadeva se potem tudi individualno rešuje z menoj, a ne. Zdaj, če se odločijo za več mesecev, dobijo tudi številne ugodnosti, a ne, tako da jih res potem zelo ugodno lahko sodelujejo zraven. Krasno, že praktično par 10 evrov na mesec, ne, Tako kar nekako, je wow, mislim, se vemo, koliko so ene same terapije. Hvala lepa, torej, dragi gledalci in gledalke, ja, smo v tem času, smo v tem obdobju, zberite si terapeuta oziroma mentorja, ki bo sam živel to, kar govori, da ne bo prišlo do tega, kot pravijo, da slepec vodi slepega.